vprašanje. Zdaj, če jaz to prav razumem, ali ti ta zemljevid 12 plus 1, ne, spravi 13 pokrajin, na tem posvetovalnem referendumu ljudem dajete v testiranje, zato ni dokončen zemljevid, ker če bi ste dobili drugačne rezultate, bi pa vlada pripravila drug zemljevid. Glede, če bo 12 plus 1, rezultat pozitiven, potem jaz ne vem, da bo katerakoli vlada, parlament spreminjal zemljevid Slovenije. A bi ga vi, jaz ga ne. Ne, ker srednjoslovenska, ne, kot potek, ni nujno, skratka ni nujno, da lahko da bo zavrnjeno. Mi vse vemo, tudi vi veste, da smo tudi mi poskusili srednjoslovensko pokrajino razdeliti na dva dela, sever, jug, če tako malce potretiram. Kolegi z SDS-a in slovensko ljudstvo so tam malo dali v proceduro, žal ni bil uspešno podprt. Mi verjamemo, da bo težko verjetno dobiti zelo ugodne rezultate v srednjoslovenske regije, ki je pač napravno ostalim nekoliko velika od severa do juga in da bo verjetno pač tu zadeva bolj na meji pozitivnega rezultata. Pa vendarle, kakorkoli bo mogla politika se vse ponovno skupaj in reči, kaj pa v tem primeru narediti. Jaz mislim, da alternativa je, da se pa za to srednjo Slovenijo, kolikor mora biti negativen rezultat, pač da tista zadeva še enkrat na mizo, torej tisti amandma ne sprejeti sever-jug, ker se bi pa verjetno lažje 10-15 občin na severu in na jugu opredelili za samostojno pokrajino. Pa smo zopet na številki 14, ki pa verjetno bo spet komu ne bo všeč, kajti preveč regij v Republiki Sloveniji pa ni primerno. Ampak to so predpostavke, kaj bo, če bo. To pač jaz osebno tako mislim, da treba slediti volji ljudem. Če smo šli na referendum, potem ne more ta referendum paditi v koš, zasmeti ne te, če imam to bodočih vlad, policiji in državnemu zboru. In upam, da ga bo spoštovati. Zanima. Glede, še enkrat bi rad ponovil, ta referendum je zaradi opozicije. Veste, tudi v Novi Sloveniji smo imeli pomisleke glede število pokrajin. In se tudi strinjam s tem, da na poslancih je odgovornost državnem zboru, da sprejemajo zakonodajo. In ker opozicija ni podprla predlog v prvi obravnavi, če bila podprla, bi lahko mi šli zakonodajo naprej. Referendum ne bi bil potreben. In med prvo in drugo obravnavo bi prav gotovo bila kar dokaj vroča tema tudi glede števila pokrajin. Vsi so imeli možnost, da bi o tem med prvo in drugo obravnavo o tej temi razpravljali, ampak opozicija se je omaknila, se pravi ni podprla in zaradi opozicije je referendum, ne zaradi koalicije. Mi smo ga pa predlagali. Kako hitro, oziroma verjamete, da je možno še v tem mandatu urediti pokrajine in kako hitro potem mislite, nameravate peljati izvod zakonih po referendumu? Glede, seveda je možno še to v tem mandatu speljati. Med junijsko in julijsko sejo lahko imamo tudi že izredno sejo, potem pa seveda državni zbor deluje do sestave novega državnega zbora. Veste, da so volitve šele 21. septembra in šele potem, ko se konstituira novi državni zbor, pač deluje ta. Naredili bomo vse v koaliciji, da to zgodbo o regionalizaciji pripeljemo do konca, ker se seveda zavedamo, da prav to prinaša skladnejši razvoj, da to prinaša boljšo prihodnost za bodoče rodove, za jutrišnji dan in da je to edina pot, katero Slovenija še mora narediti k uspešni zgodbi, ki jo pelje. Torej, lahko pričakujemo kakšno sejo v septembra pred volitvami, če je potrebno, kot pravite, da boste vse storili tudi po volitvah, kakšno sejo? Seveda, se tudi v prejšnjem mandatu, oziroma na začetku tega mandata, oziroma pred začetkom tega mandata smo imeli sejo poslank in poslancev mandata leta 2000-2004, že po končanih parlamentarnih volitvah za mandat 2004-2008, če vas spomnim. Vse je možno, seveda je. Vse smo legitimno izvoljeni. Pa je to moralno sprejemljivo za neke demokratične standarde, da se to na tak način, ker, ne vem, razumem, da je to v primeru vojne, ne, da je treba nekaj hitro ukrepati pri pokrajinah, je to tak problem velik, da je treba to, recimo po volitvah,
sklicevati državni zbor in tam sprejemati. Glejte, to ste vi zdaj trdili, ne, da bomo to naredili, jaz sem pa se vas dal samo možnost, da je to tudi možno, koliko bomo ocenili, da je to potrebno. Če je to za dobrobit države, potem se pač splača delati tudi 24 ur, pa še kakšno rezervo za to. Glede, če je volja, tudi prosim, tudi cilj se doseže, zagotovo. Ni to potežava. Vse izredne seje so vedno instrumenti, ki so možnosti, na kolegiju se popovedi, se spreme in ni nobenih težav, da se to narediti. Ampak vse, če potem volje ni, se pa tudi verjetno za tem do cilja ne more biti. In vi računate, da bo pri opoziciji po referendumu ta volja. Sicer jaz moram priznati, da nisem čisto razumela, gospod Pukšič je rekel, da se je opozicija zdaj zelo spremenila, na osnovi česa ste pa vi to sklepali, da je ker namreč poslanci opozicije še vedno vsi po vrsti zatrjujejo, da ne bodo zakona podprli. No, pogledajte, danes smo slišali po tiskovnih konferencah, ki je imela opozicija, da so se pravzaprav gospod Kresalova in gospod Pahor sta se spraševala o vsebini določene zakonodaje, tako o prenosu kot o financiranju. Jaz sicer razumem, da sta se potem spraševala, ker se pač nista prečitala te vsebine, ker 600 strani je debeli zakon o prenosu nalog na pokrajine in seveda tudi zakon o financiranju je precej zahteven. Si pa je seveda v tem verbalnem smislu pa že opozicija premislila, kar smo že napovedovali čisto na začetku, oziroma smo pričakovali, da bo to naredila, ker se očitno zaveda, ne, da če so, torej to so seveda tudi slišali sedaj po teh svojih konvencijah, ki so jih imeli po Sloveniji, da ljudje hočejo pokrajine, da bi bil seveda, torej da bi šli tako rekoč brez kapitala jesen na volitev, kolikor bi temu nasprotovali in je pravičeno zapričakovati, da bodo torej seveda podprli in si premislili torej pri zakonu o ponovno ustanavljanju pokrajin, da bodo seveda tokrat sodelovali, ne pa obstruirali, tako kot so žal delali v prejšnjem času. Jaz bi si seveda bolj želel, da bi mi v tem času od februarja naprej obravnavali vsebinska vprašanja, tako zakon financiranja, prenosov in tako dalje, kot pa se seveda sedaj z proceduro ukvarjamo, ampak je tako pomembno za to državo, da ni škode nobene ure in nobenega truda v to vložiti, ker tako kot se je leta 1994 sprejela zakonodaja o lokalni samoupravi, kar so seveda tudi te iste stranke temu nasprotovale, se seveda danes pokazalo, da je to bila po osamosvojitvi druga, to pa bo tretja najpomembnejša odločitev te države. Poglejte, upanje umira zadnje. Koalicija je poskušala še zadnji korak narediti. To, kar smo danes že uvodoma povedali. Zadnji korak približati se ciljem opozicijskim argumentom v času razprave, zakaj ne pokrajine. Dobro, zdaj iščejo nove argumente, financiranje in ne vem kaj druge, da sploh nima veze s tem, kar je bil prej argument razprave. Ne? In ne nazadnje, kako to razumeti tudi, ne? Da večina SD-evih slovenskih županov in večina LDS-evih županov močno podpira pokrajine. In da se ta pokrajinska zgodba iz central lokalnih skupnosti do Ljubljane pa tako hitro zgubi. Zanimivo, kako smo to uglašeni, ne? Kako to deluje. In verjete mi, mnogi župani so, SD-evi, so zelo razočarani, ker pač centrala zahteva drugačne odločitve, kot mislijo oni, kot mislijo tudi del prebivalstva. In ne nazadnje, zdaj se bo pokazali doma na koncu prav. A tisti v Ljubljani, ki sedijo v teh foteljih, pa v Bruslu, ki niti ne poznajo življenje ljudi na podeželju, na Obronku in tako naprej, ki nimajo stika z bazo, ampak predvsem tisti, ki živijo v Ljubljani. Že v Ljubljani je druga zgodba, drug svet, eno Bela krajina, eno Goriško, Haloze, pa čisto to tretji svet. Nažalost je tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa.